Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na Pa vesti. če moram jaz reči, to so vesti na vesti, judel dudel. Danes je za kristjane praznik gospodovega razglašenja, Epifanija oziroma praznik svetih treh kraljev. Marko Bratuš lahko pojasni faktografijo pojmov. Epifanija, po grško razglašenje, prihod modrih z vzhoda, piše v Matejevem evangeliju. Modri so prinesli s seboj troje darov, zlato, kadilo in miro, vse za malega Jezusa. In morda bodo na vaša vrata zdaj potrkali koledniki, ki bodo morda potem na duri napisali 20 plus G plus M plus B plus 0,9, kar pomeni Začetnice imen treh kraljev Gašper, Miha in Boltežar z letnico novega leta razdeljeno na pol, 20 in 0,9 na koncu. Koledniki so predsednika republike Danila Türka obiskali že včeraj v sklopu trikraljevske akcije in bili so zelo lepi, lušni in srčkani in zapeli so. To ne piše v tekstu. Ja, piše. Mir in dobro vsem v vaši hiši, ja želimo sveti trije kralji, Gašper, Miha, Boltežar. Ko danes k vam prihajamo, vam čudovito znamilo nosimo. Med nami je Jezus, odrešenik sveta, ki vsem ljudem prinaša mir in ljud srca. Če ste pripravljeni, darujte kaj za najbolj uboge. Medtem ko kristjani po svetu praznujejo, pa se v Gazi nadaljujejo hudi spopadi med izraelskimi judovskimi silami in oboroženimi pripadniki muslimanskega Hamasa. Število mrtvih je iz dneva v dan večje. Kairo je postal središče diplomatskih prizadevanj za končanje vojne in kdo ve, morda bo tja na posebno misijo odpotoval tudi kakšen naš posebni odposlanec. Ali pa kar predsednik republike. Sam se želim, da bi te dni bil v sveti deželi, da bi tudi tam lahko kaj rekel, mogoče kaj naredil, zato da se ustavi vojna in da se tista pomoč, ki jo vi dajete, ne izgublja v uničenju, ki ga prinaša vojna. Predsednik vlade Borut Pahor je napovedal, da bo vlada s svojim paketom uvarčevalnih ukrepov, ki jih pripravlja, stopila tudi pred poslance, pri čemer opozarja, da je zakonodajna veja oblasti suverena veja oblasti. Kaj pa delaš to? Narekovaj. Še enkrat povem, namen teh ukrepov bo, da se pri vseh proračunskih porabnikih torej odrečemo vseh tistih finančnih sredstev, ki niso pomembna za profesionalno opravljanje našega dela. Jaz sem že povedal, da bo moja pisarna poskušala znižati stroške mojega dela na najmanjšo nižjo raven. Jaz, kot veste, sem se že odločil, da bom reprezentanco doma plačeval sam, to tudi počnem. Kot veste, sem se skupaj z ministri za en razred znižal plačo. Bogi, Zaprav, nič božičnice, Nič. nič srečno novoletence, nič svete trije kraljence, nič pravoslavne božičnice, nič pravoslavne svete tri kraljence, Ne. nič kitajsko novoletence. Ne. Bogi, Borut. Generalnemu direktorju Slovenskih železnic Tomažu Šari grozi zaradi neplačevanja kazni, ki so jo izrekli na prometnem inšpektoratu železnicam, uklonilni zapor. Sodišče o zaporu še ni odločilo. Prometni inšpektor Jurij Kos pa je povedal, da so bile kazni izrečene zaradi zamud pri opremljanju vozil za posebne namene z budniki. Kaj je to budnik? To je en knaf, ki ga mora šofer točiti. Aha, neopremljena vozila so celo zalotili v akciji. Ta stvar se vleče od 7. meseca 2007. Se pravi, tukaj ne gre za... Takrat se je spremenil zakon in je prinesel to obveznost, da morajo biti tirna vozila opremljena z budnikom. Mi smo pa seveda ta vozila neopremljena zalotili pri vožnji po slovenskih železnicah in zaradi tega je bila izrečena kazen.
šport in gibalne vaje. Gš. Delova osebnost leta 2008 je postal olimpijski zmagovalec v metu kladiva atlet Primož Kozmus. Kozmus je na razglasitvi poudaril, da se bo še naprej trudil za ureditev statusa vrhunskih športnikov. Tam pa je bil tudi premier Borut Pahor. Obljubim je, da bojo prišle kmalu tudi v javnost neke rešitve. Jaz sem prepričan, da bojo našli neko skupni jezik. In v bistvu sem vesel, da se začne premikati. To je glavno, da ne stojimo na mrtvi točki. In kaj so pa iz tega recimo pa videli, ampak prepričan sem, da bo dobrobit športa. Irena je v Sarajevu obiskala nekdanjega nogometaša Tarika Hodžića, ki se je v 80-ih letih proslavil v turški ekipi Galatasaray. Predtem pa je igral tudi za slovensko Olimpijo. Danes je lastnik ene najbolj priljubljenih tradicionalnih restauracij na Baščaršiji. Ob prehodu v novo leto pa je Slovencem in klubu Olimpija zaželel tole. Ovom prilikom bi želio da svim građanima Slovenije, posebno navijačima Olimpiji čestitam uspješno i zaželim sretnu novu godinu sa nadom da će Olimpija ponovo ući u prvu ligu i biti onaj klub što je nekad bio. Mada znam da sada vodi u drugoj ligi, da je prva, pa želim da sve najbolje im želim da jednog dana dođem ja u Ljubljanu kad oni ušli u ligu i tako. Da im čestitam. O novem in starih letih komentar dneva Irena Kovačević. Obožujem Bosno. Čeprav ne poznam vseh njenih hribov, dolin, izvirov in pregovorov. Vanjo sem se najbrž zaljubila tam nekega poletja ob koncu 70-ih let na mostu čez Savo v Bosanski Gradiški. Vsako poletje sta naju sestro starša peljala k babici in detku na počitnice. Včasih sanjam vonj pokošene trave in vem, da je čas, da se odpravim. Približno na 3 mesece me zagrabi. In tako me je ta stisk nazadnje popustil pred 3 dnevi, ko sem se vrnila nazaj. Še nikoli nisem preživela prehoda v novo leto tam doli in zdelo se mi je krasna ideja, da izvedeva ta izlet skupaj s sestro, za voljo starih časov. Spomnili sva se, kako nisva prenesli te turbo muzike ali narodnjakov, ki jih je znal tata spustiti preko kasete v avtu, vse dokler nismo prečkali mostu čez Savo v Bosanski Gradiški. Takoj, ko smo prispeli v Bosno, takrat pa je sedlo in to na glas. Se zmeniva z Mirelo, to je moja sestra, da bova za novo leto žurali v lokalu z živo muziko. Naj bo turbo, narodnjaki, izvorne, sevdalinke, samo da je Balkan, da se ga odlomiva, da doživiva to bosansko bolečino, lepoto, ljubezen, da se napijeva z rakijo in stopiva na mizo in se vrtiva okolo, vse to. Se odpraviva v Sarajevo, tam imam neke nove prijatelje, ti naj bodo sigurno popeljali v tako pravo divjo noč. Prijatelji se naju razveselijo, naju razvajajo, sedimo na toplem, pijemo vranac, jemo tako imenovano zeljanco, nekje v ozadju pa ves čas prižgana televizija in na njej turbo. Popularna je lepotica Jelena Karleuša, to je neka stoja, ceca je sicer že malo out, vse to skupaj pa nije baš neki moj fazon, ampak si pa mislim, za novo leto bo pa žur. Ura je 10, se odpravimo ven. Prijatelj se mi pohvali, da je rezerviral mizo v lokalu, krasno rečem, res se mi pleše. Pridemo tja in slišim rock, pop, Red Hot, potem Billy Idol. Vse cool sem, to je tako, kot da bi šla žurat v Orto v Ljubljano, jaz sem pa v Sarajevu, človeče, daj mi muziko, daj mi, da mi srce poludi, daj mi tu rakiju, a veš. Valjda potožim na rahlo klapi, da to pa ni ravno to, kar sem si zamislila. Oni pa, štačti to, nismo na selu. Nič. Minila je torej tudi najdaljša noč in škoda sem si govorila zadnjih nekaj dni. Potem pa sem začela razmišljati. In če bi recimo oni prišli v Ljubljano žurati in bi hoteli neko slovensko sceno ala harmoniko ala atomik, ne vem, najbrž bi tudi jaz rekla, da pač nismo na vasi. Ne. Ampak zato bomo pa imeli pravo balkansko novo leto čez 1 teden v stanovanju prijatelja na Povšetovi. Nobenega fanka, nobenega roka in tega samo naše, pa naj bo sevdah ali izvorna srbska. Veselo in s prijatelji. Pravoslavcem pa danes seveda vesel Božič. Čak, Bosanci, to so oni, ki prihajajo k nam, kradejo naše službe in nič ne delajo, ne? V bistvu, če pomisliš, smo kar napredovali, včasih smo kradli kokoši. A, dobro. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kult.
Turac. Medtem ko praznična euforija počasi jenja in si večina nas nekje na toplem greje roke in celi silvestrske podočnjake, je na ljubljanskih ulicah slišati petje članov skupnosti za zavest Krišne, ki so včeraj takole delili piškote in prepevali o svojem bogu. Še vreme? Igrajte Poker Stars. Mogoče se spremenite v belega medveda, kar je v današnjih zimskih dneh zelo priročno. Prikožuhno. Kaj pa ti jedolega? Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti. Tepe krulo želodce. Tepi krulo želodce, majke mi je, A lahko pokažem? Lahko pokažem, Daj, že zabavim, še enkrat.